Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dobro večer in prav lepo zdrav še z komentatorskega mesta v Fazaneriji. Čakamo torej na začetek derbija pred zadnje tekme 29. kroga prve lige Telemach med Muro in Celjem. Ja, Mura je v zadnjem času dvignila krivuljo rezultatov navzgor. Trener Tonči Žlogar je prišel do zmage v prejšnjem krogu državnega prvenstva, premagal je v gosteh Domžale. Tako nekako dve opciji za Tončija Žlogarja. Malce drugačna ideja pri tej podaji iz kota. Popovič, lepo Matko Erons in na mimo vrat. Krasna akcija, šolska od učbenika. Ukradena žoga, tu je zdaj Čakš, ki s svojimi dolgimi nogami. Čakš in gol! Kakšen gol Čakša! Neverjetno, kakšna poteza Roberta Čakša. Kako je stekel naprej, fizično močan, potem pa je presenetil Matjaža Rozmana. To je tisto, o čemer si govoril, Andrej. To je, se pravi, dve muhi smo sedaj nekako na en mah. Se pravi, prva stvar, Robert Čakš ima predispozicije za to, kar je sedaj naredil. Druga stvar, hiter gol Mure. Hiter gol Mure, olajša marsikaj. Medtem Erons v novem napadu, Popovič, Brucev. Spremlja ga Kovs, Brucev, dobra zamisel, priložno in gol! Kakšen gol za izenačenje, 1:1, mojstrovina Žana Karničnika, ki se seveda ne veseli, kajti pustil je velik pečat prav pri Muri. Zadovoljstvo pa seveda tudi v strokovnem štabu Celjanov. Dva prečudovita zadetka smo danes videli. Žan v slogu reprezentanta, to so zadetki res na zelo visokem nivoju. Strel iz prve. In vidi se, da praktično vse niti igre drži v celjski igri. Popovič, priložnost in vodstvo Celjanov. Kdo je tam zadev? Vuklišević. Vuklišević, seveda mojster, kar se tiče teh visokih podaj. Njegov tretji zadetek in Celjani še drugič danes, oziroma zdaj do preobrata, potem ko je Mura povedla, Karničnik in zdaj Vuklišević, torej tisto, kar so si v Murinem taboru najmanj želeli prejeti zadetek nekako zdaj v zaključku tega prvega polčasa. Ja, tisto, kar sva govorila, kar nikakor si ne bi smeli dovoliti, ampak to je že četrta nevarna podaja iz kota. Prosti strel, pripravljanje, celjski kapetan ponovno, Denis Popovič, ostra podaja pred vrata in 3:1. Kakšna podaja Popoviča, strelec zadetka pa Aljoša Matko, najboljši strelec prve lige to sezono, že njegov 14. gol. In dogaja se torej zdaj 2 gola prednosti Celjanov in pa težave za Muro. Neverjetno, Popovič praktično kot da bi z roko podal več kot pol zadetka. Seveda se vteče, ampak več kot pol zadetka. Žoga, ki se vrti na noter. Zdaj pa dobljen skok, hiter prenos za Bukovnik. Za Bukovnik do strela, vratnica, pa potem Popovič. Odličen predor za Bukovnika. Pete podaja iz kota, priložnost, da brani po strelu Lamija Matjaž Rozman. Tako, kakorkoli je ostalo in nimajo velikih nihanj. Odličen prvi polčas smo spremljali, drugi nekoliko slabši, no zdaj priložnost za Muro, to da izkazal se ponovno Matjaž Rozman. Kaj se je zdaj zgodilo? Nekaj prerivanja, popustili so živci Menalu. Pretlepaški vložek celo, kot kaže, povsem je dani nogometaš Mure. Menalo razumljivo z rdečim kartonom. Prav v izdihljavih tekme. Škoda, ne vem točno, kaj pa je botrovalo k temu, k tej reakciji Menala. Tonči Žlogar, odličen uvod v tekmo, hitro se je dosegli zadetek. Na to prejeli je izenačujoči zadetek in pa tik pred koncem polčasa še en zadetek Celja. Kaj je šlo narobe?
Dobro, jaz mislim, da objektivno smo danes kar dosti spet trpeli, pustili Celju kar precej priložnosti, čeprav na koncu, ko pogledaš, smo prejeli 2 zadetka s prekinitev, ker smo bili zdaj tu dobri. Dejstvo je, da bi za odigrati tako tekmo res morali biti 100% sveži, imeti več časa za pripravo. Celje je, bom rekel, individualno in moštveno odlična ekipa, so znali izkoristiti, poskušali smo jim na različne načine parirati in danes nam to, bom rekel, ni uspelo, čeprav smo imeli tudi mi neke svoje momente, ko bi mogoče tudi pri 1-1 smo imeli 10-15 minut dobre igre. Če bi dosegli spet zadetek, bi šla tekma mogoče lahko v drugo smer, ampak danes vse skupaj je to, kljub menjavam, nam ni uspelo biti 100% sveži in da bi lahko z agresivnostjo parirali Celje. Ja, ravno po tistem prejetem zadetku v prvem polčasu ste nekako dvignili nivo igre in začeli stopnjevati svoje napade in pa na to tik pred koncem prvega polčasa prejeli zadetek. To, kar sami trenerji pogosto poudarjate, da je zelo pomembno, da ekipa ostane skoncentrirana. Bi lahko rekli, da je to posledica utrujenosti fantov, ker ste med tednom igrali še pokalno srečanje? Ja, mi smo 2 zadetka prejeli s prekinitev, kar je do zdaj, kar sem jaz tu, mislim, da nismo. Delamo dosti tudi na tem segmentu, ampak imelo je Celje kar precej priložnosti, mislim, smo jim preveč pustili. Na trenutke smo bili premalo kompaktni, bom rekel, predolgi in oni imajo hitrost, dobro individualno kvaliteto in znajo to izkoristiti. Tako da jaz mislim, da težava je bila predvsem v tem, da jim nismo uspeli parirati z agresivnostjo in potem s hitrimi prehodi, da bi ogrožali njihova vrata. Že čez nekaj dni vas čaka gostovanje v Mariboru, nato pa ponovno domača tekma, ko k vam prihaja Koper, torej zgoščen ritem se nadaljuje. Kako boste šli naprej? Ja, nič, imamo spet 2 dni za regeneracijo, ni druge možnosti, da se pripravimo na Maribor in potem mislim, da do Kopra je vseeno 5 dni, kar bo omogočilo fantom, da se boljše regenerirajo. Mi bomo spet iskali rešitve, da izkoristimo fante, da kdor je tekalno, bom rekel, sposoben, da odigra in se bomo seveda tudi na Maribor poskušali čim boljše pripraviti. Gospod Žolgar, najlepša hvala in pa srečno. Hvala. Gospod Krznar, čestitke za novo zmago. Začeli ste nekoliko slabše, Mura je namreč hitro dosegla zadetek, zatem ste hitro izenačili in pa potem nekako pustili nasprotniku, da je imel pobudo vse do konca prvega polčasa, preden ste ponovno dosegli vodilni zadetek. Ok, prvo čestitke na zelo pomembnoj zmagi. U ovom trenutku 3 boda su najbitnija. Pa djelomično se ne bi složio u smislu da smo mi prvi imali 2 jako izuzetno dobre prigode već od prvih 10 minuta. Nažalost, opet prvi pokušaj Mure i u minusu smo. Brzo smo se vratili, ok, na kraju poluvremena bilo je tu malo up and down i sa njihove i sa naše strane. U drugom poluvremenu naša dobra kontrola, 2 pogotka, potvrda rezultata, potvrda onoga što smo tražili i zaista mogu biti zadovoljan sa većim dijelom utakmice. Kot zanimivost lahko omenim, da ima Celje po 29. krogu le 1 točko manj, kot ga je imelo v lanski sezoni po celotnem tekmovanju. Ok, ove godine smo bili jako dobri u startu, praktički smo dobri cijelu sezonu, skupljamo bodove, bilo je tu par remija koji su nam se zaredali pa su oni malo pokvarili sliku, ali ono što je bitno, mi smo još uvijek vodilni, ovisimo sami o sebi i to je moć koja te veseli. Sedaj vas čaka tekma z Bravom, ki v spomladanskem delu kaže solidno formo in pa na to še neugodno gostovanje pri Rogaški. Kakšen je plan za prihodnje? Nijedna ne bu laka, ne utvaramo si to, jednostavno borimo se protiv protivnika, borimo se sami protiv sebe da nadaljujemo, da budemo dobri, da skupljamo bodove, tako da svjesni smo da će sve utakmice biti teške, da ćemo za svaku morati dobro iskrvariti, ali smo sigurni da ćemo u svakoj dati 100% i da će puno toga ići na našu stranu. Najlepša hvala in pa srečno na nadaljevanju prvenstva. Hvala ima. Klemen Mihelak, v zadnjem obdobju kažete odlične predstave, nocoj pa, kot kaže, tudi to ni bilo dovolj za nove točke Mure. Kaj je šlo po vašem narobe? Ja, mislim, vsak igralec daje vse od sebe.
ni nam šlo, Celje je dober nasprotnik, vsi vemo, za kakšnega nasprotnika gre, bili so boljši in zasluženo zmage. Sedaj vas čaka težko gostovanje v Mariboru. Kakšen bo plan za prihodnjo tekmo? Ja, od jutra naprej se pripravljamo na njih in gremo na 3 točke. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Denis Popovič, čestitke za nove točke, nova zmaga, ki pa je morda zasenčila tale izključitev na koncu. Kaj se je dogajalo na igrišču? Iskreno, da ti povem, ne vem, kaj se je zgodilo, ker sem bil predaleč. Tada, ko bomo pogledali posnetek, tem lahko več povedal. Kar se tiče pa same tekme, prvo hvala za čestitke. Mislim, da smo dan zasluženo zmagali na težkem gostovanju. Mora v zadnjem času igrati dober, ampak mi smo danes prišli, pokazali kvaliteto, pokazali tudi karakter po zaostanku in mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali. Kot kaže, vam Mura odlično leži, to je bila namreč že 7. zaporedna zmaga proti Muri v vseh tekmovanjih. Ja, zgleda res, ampak kar je najbolj pomembno, vsaka tekma šteje 3 točke, danes smo dobili nove 3 točke, kar pomeni, da zdaj je tekma manj do našega končnega cilja, to je naslov prvaka, tada, kot sem rekel, najbolj pomembne so 3 točke. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam.